Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Država bo Univerzi na Primorskem podarila zemljišče za gradnjo medicinske fakultete. Ocena vrednosti zemljišč na območju nad Izolo za potrebe novogradnje objekta Fakultete za vede o zdravju je nekaj več kot 4 milijone evrov. Ja, v bistvu ta zgodba je bila dogovorjena ustno že na začetku, potem so vsi postopki začeli teči, tako da to gre za neko pričakovano zgodbo. Brez tega, da bi na tak način želeli, se niti ne bi lotevali, je bila pa pogodba o tem med vsemi pristojnimi podpisana že več kot leto dni nazaj. Tako da to je samo še tisto zadnje soglasje, ki je bilo potrebno, da se posel v narekovajih lahko dejansko spelje in sklene. Izgradnja nove stavbe je predvidena na območju nad Izolo, omogočila pa bo izboljšanje pogojev za raziskovalno delo in povečanje sprejema študentk in študentov, so sporočili iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Gre za dobrih 14.000 kvadratnih metrov, zemljišča gor poleg splošne bolnišnice Izola in v bistvu prostore, ki jih mi imamo v lasti že zdaj, ki so v isti zgradbi kot bolnišnica, bojo šli k bolnišnici, mi pa v zameno dobimo prostore, ki so zraven, kjer bomo lahko zgradili nov objekt za nas, ki je pa ocenjen na 18 milijonov evrov. Kot so še sporočili iz ministrstva, se bodo z izgradnjo nove fakultete rešile prostorske težave Fakultete za vede o zdravju, ki je članica Univerze na Primorskem. Namen je rešiti prostorske težave Fakultete za vede o zdravju, članice Univerze na Primorskem, zaradi povečanega števila študentov in akreditiranih študijskih programov. Investicija je uvrščena v načrt razvojnih programov 2024 do 2027. Predvidena je izgradnja večnadstropne nove stavbe v izmeri okoli 6.000 kvadratnih metrov neto uporabnih, tehničnih in komunikacijskih površin, brez upoštevanja pokritih parkirišč, z lastnim dostopom in parkiriščem na parceli v neposredni bližini splošne bolnišnice Izola. Na razpolago je bilo več različnih lokacij, vendar se je lokacija nad Izolo zraven splošne bolnišnice Izola tako vsebinsko kot tudi izvedbeno izkazala za najboljšo možnost, so sporočili iz Univerze na Primorskem. So zdaj izpolnjeni torej vsi pogoji za gradnjo, je potreba urediti še kaj? Skoraj. Zdaj, trenutno se stavba projektira. Ko bo projektiva zaključena, bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in potem se začne gradnja sama po sebi. Ampak vsaj ta osnova, da smo do te faze lahko prišli, je pa sedaj zaključena. Torej, sredstva so zagotovljena, zemljišča so zagotovljena, projektant je izbran, tako da postopki tečejo skladno s časovnico. Izgradnja nove fakultete je predvidena leta 2027, skladno z napovedjo rektorice ob podpisu pisma o nameri za ustanovitev 3. medicinske fakultete v Sloveniji, da bi do študijskega leta 2027 in 2028 vpisali prvo generacijo študentov medicine na Univerzi na Primorskem. Luka Koper je na ravni skupine letošnje drugo četrtletje zaključila z dobičkom. Luka Koper je na ravni skupine v drugem letošnjem četrtletju ustvarila za 3% čistih prihodkov od prodaje več kakor v lanskem polletju, a kljub temu za 1% manj od načrtovanih. V prvem polletju leta 2024 je Luka Koper ustvarila 163 milijonov prihodkov, kar je nad lanskim letom, približno 3%, toda 1% pod načrtovanimi. Nižjemu prihodku od načrtovanih botrujejo predvsem geopolitične razmere. Predvsem geopolitične razmere. Vedeti morate, da predvsem v prvem četrtletju leta 2024 so se vsi glavni ladjarji odločili in pot do Evrope iz Daljnega vzhoda načrtovali okoli Afrike zaradi znanih napadov v Rdečem morju. Situacija se je umirila v drugem četrtletju, ko so ladje prihajale že bolj redno, tako da smo v primerjavi z lanskim drugim četrtletjem beležili 5% višji pretovor na kontejnerjih, ki je naša glavna skupina. Torej, v prvem polletju smo pretovorili približno 550.000 kontejnerjev, še vedno pa nekako globalna recesija vpliva na pretovor avtomobilov, kjer beležimo sicer količinski upad, toda prihodkovno smo pa nad načrti. Rast so v Luki Koper zabeležili tudi na generalnih tovorih ter na tekočih tovorih.
Nad pričakovanje je bil tudi poslovni izid iz poslovanja, ki je znašal 37,3 milijona evrov in je načrtovanega presegel za kar 26%. Temu so botrovali zlasti nižji stroški poslovanja, na račun nižjih stroškov energentov in materiala ter storitev vzdrževanja. Sicer so v Luki Koper letos začeli tudi obsežen investicijski ciklus. Zagotovo največja in najpomembnejša investicija je podaljšanje severnega dela prvega pomola. Javni razpis je v teku, to podaljšanje bo pomenilo povečanje kapacitete kontejnerskega terminala od sedanjih 1.100.000 kontejnerjev letno oziroma TEU-jev, se pravi kontejnerskih enot, na 1.750.000 TEU-jev. Zaključili smo v letošnjem letu pomembno ekološko investicijo, to je izgradnja sončne elektrarne na kar nekaj skladiščnih strehah. Nadaljujemo z projektom izgradnje 12. veza, to je že investicija v teku, tako je tudi že investicija v teku izgradnja visoko avtomatiziranega skladišča za jeklene kolute. Nadaljujemo z procesom priprave nove skladiščne površine za avtomobile, to je kaseta 6A, izgradnjo garažne hiše in ne nazadnje, kar je za našo okolico zelo zanimivo, v mesecu novembru začenjamo z deli na novem objektu potniškega terminala za potniške ladje. V prvem polletju so v Luki Koper za naložbe namenili 20,7 milijona evrov, kar je 7% več kot v lanskem prvem polletju. Ankaranska občina je tudi letos razpisala občinske štipendije za dijake. Občina Ankaran je na svoji spletni strani objavila razpis za dijaške štipendije. V šolskem letu 2024-2025 so razpisane štipendije v skupni vrednosti 165.000 evrov. 165.000 evrov je vreden razpis. Glede na izkustvo in pričakovane prijave oziroma število prijav smo ohranili isto višino kot v lanskem razpisu. Občinska štipendija je namenjena vsem dijakom, ne glede na njihov učni uspeh ali tekmovalne rezultate, in je združljiva z ostalimi štipendijami. Torej, osnovna dijaška štipendija, zato je tudi rečemo univerzalna, je v bistvu 10 točk za štipendijo z vrednostjo točke evra oziroma 1,1 evra, kar pomeni, da znaša prav osnovna 11 evrov, vendar jo potem dijaki z doseganjem različnih meril oplajajo oziroma višajo. Ker pa je štipendiranje občine Ankaran posebnost v slovenskem prostoru, je občina odprla posebno pisarno, kjer bodo lahko vlagatelji dobili dodatne informacije. Torej, v pisarni smo pravkar oziroma v prostorih, kjer je pisarna odprta 3-krat na teden, v času uradnih ur, ponedeljek, sreda, petek, na Regentovi ulici 2. Na razpis za dijake do 9. septembra, čez mesec dni pa potem sledi še razpis za študente. Podeljevanje štipendij za dijake in študente je občina Ankaran s sprejetjem odloka uvedla pred 2 letoma. V minulem letu je občina dodelila 143 občinskih štipendij, prijemalo jo je 80 dijakov in 63 študentov. Tako je bilo za štipendije v lanskem letu namenjenih skupno 284.506 evrov. Športna zveza Koper in športna društva ter klubi iz mestne občine Koper med 25. avgustom in 25. septembrom 2024 vabijo na dneve odprtih vrat koprskega športa. Dnevi odprtih vrat koprskega športa so priložnost za mlade, da se spoznajo in preizkusijo v različnih športnih aktivnostih in tako lažje izberejo primeren šport zase ter se vključijo v programe športnih društev. To akcijo že nekaj let, kot Športna zveza Koper izvajamo vsako leto v septembru. Zaradi tega, da poskušamo vsem, ljubiteljem športa, da lahko v enem mesecu testirajo oziroma probajo različne športe, ker vadba je brezplačna, da dobijo občutek, kje se vidijo, kje se ne vidijo in potem se odločijo, bojo nadaljevali vadbo pri njih ali pa ne. Zaprtje šol med epidemijo je pustilo posledice pri gibalni učinkovitosti otrok, zamaščenost otrok in debelost sta ostali na bistveno višji ravni kot pred epidemijo. Ugotovili smo že tudi sami, ne samo inštitucije, da zmeraj manj otrok se aktivno ukvarja z športom, največkrat so za telefončki, druge družabne igre, ki niso aktivne športno, in tukaj vidimo veliko prednost, da zdrava, populacija z športom krepi zdravje in seveda se udejstvuje.
Na letošnjih dnevih odprtih vrat koprskega športa sodeluje 23 športnih društev in klubov iz mestne občine Koper. Prav nasprotno, društva zmeraj večjih je, ker to v bistvu dobijo nove člane, ker pridejo ljudje, ki niso prej trenirali, ker dejansko v tem mesecu klubi aktivno izvajajo svojo športno dejavnost, svoje treninge in vsak lahko pride in mesec dni z njimi trenira in vidi, če jim je v redu, ostanejo, se včlanijo in tako še več članstva dobijo. Fajn je to, da sodelujemo kot klub oziroma tudi ostali klubi, da se pridružijo, ker verjamem, da veliko otrok recimo še vedno se išče, kje bi bili oziroma kaj bi šli vaditi oziroma kam bi se priključili. Starši so tudi zbegani, zato ker je ponudba je izredno velika tukaj v Kopru in mislim, da je prav, da recimo otroci probajo gordol, pa potem nekako izrazijo svojo željo, da niso vedno starši tisti, zdaj te bom pa upisal, ne vem, tja in boš to treniral, tako da so otroci imajo to prosto izbiro. Zdaj, koliko časa to traja. Fajn je, da te otroci probajo. Nekaj časa so v enem klubu, drugemu, to dokler so majhni, kasneje. Tako in tako se morajo odločiti za nekaj več trenirati in tole. Prav pa je, da imajo vpogled oziroma da tudi starši vidijo, kaj se vse v tem Kopru dogaja oziroma kam lahko tega otroka, ko bi rekel, iz takega ali drugačnega razloga upišejo oziroma mu dajo možnost neke gibalne aktivnosti, socializacije in seveda porabo tega prostega časa, da niso na tablicah, da niso na telefonih. V okviru dnevov odprtih vrat koprskega športa je vključitev v športne aktivnosti, ki se izvajajo pod vodstvom strokovno usposobljenega kadra športnih društev in klubov, za udeležence brezplačna. Raziskovalna ekipa društva Morigenos je na eni od terenskih odprav naletela na neprijeten prizor. Morigenos, slovensko društvo za morske sesalce, populacijo delfinov v Tržaškem zalivu in okoliških vodah preučuje že 22 let. Na enem izmed terenskih pregledov konec junija je raziskovalna ekipa društva zasledila poginulega delfina. Gre za vrsto velika pliskavka, to je edina stalna vrsta delfinov, ki živi pri nas v severnem Jadranu in s tem tudi v Slovenskem morju. In šlo je za odraslega samca te vrste. Zdaj vedno žival pogledamo že na terenu, upravimo hiter zunanji pregled. Žival je bila že precej razpadla in kljub temu, da so te, ko bi rekel, poškodbe na koži bile že vidne takoj, je včasih težko sklepati o vzroku teh poškodb. Velikokrat pride tudi do tega, da ptice kljuvajo po tem truplo, da razni organizmi dejansko začnejo jesti oziroma razkrati truplo in različne luknje so lahko tudi posledice raznih teh organizmov v vodi in ne nujno nekih poškodb, ki so se zgodile pred smrtjo. Tako da ponavadi nočemo preveč špekulirati, kaj bi lahko bilo, dokler ni opravljena celotna obdukcija. Po že uveljavljeni praksi je bilo delfinje truplo poslano na obdukcijo na Nacionalni veterinarski inštitut v Ljubljani. Bila upravljena temeljita obdukcija, kot je zdaj že stalna praksa, zdaj že več kot 20 let. Obdukcija je bila upravljena na Nacionalnem veterinarskem inštitutu Veterinarske fakultete v Ljubljani v sodelovanju med njimi in društvom Morigenos. In obdukcija je pokazala, da je vzrok smrti bil, da je bila žival ustreljena. Dejansko izstrelek je vstopil v telo na levi strani, na stranskem delu prsi, potem prebil pljuča in tudi na drugi strani telesa izstopil ven iz živali. In ker so bila pljuča prestreljena, je to vodilo v smrt živali. Ja, tudi delce izstrelka smo našli in le-ti so bili potem predani policiji za dodatne preiskave. Za raziskovalce slovenskega društva je to prvi zabeleženi primer ustreljenega delfina. So pa na primeru ustrelitve delfinov naleteli na Hrvaškem. Torej ni nujno, da je bil delfin ustreljen v slovenskih vodah. Ja, to je absolutno možno, oziroma na nek način celo zelo verjetno, ker truplo je bilo že precej razpadlo do trenutka, ko smo ga našli, kar pomeni, da je bila žival mrtva že vsaj več dni, če ne celo več kot en teden, kar pomeni, da je zelo možno, da je prišla tudi do mesta, kjer smo našli z morskimi tokovi na vodni površini. Ne moremo pa zagotovo izključiti možnosti, da je morda pa do tega tudi prišlo v Sloveniji. Tako lahko, da je v Italiji, na Hrvaškem ali v Sloveniji. Sicer so delfini strogo zavarovana vrsta, v primeru ustrelitve delfina gre torej za kaznivo dejanje, zaradi česar je bil primer prijavljen policiji. V primeru ustrelitve delfina pa se ne gre zgolj za uboj zaščitene vrste. Zavedati se moramo, da so morski sesalci, med njimi še posebej delfini, kognitivno visoko razvita bitja, sposobna čustvovanja in abstraktnega razmišljanja. Zavedajo se samih sebe, sposobni so semantike in sintakse, uporabljajo orodje, svoje znanja prenašajo na potomce.
Mirno bi lahko rekli, da imajo svojo kulturo, ki jo s prenašanjem iz roda v rod ohranjajo. Zato ustrelitev delfina ni zgolj ustrelitev živali. Altroke Istra Gourmet Festival je festival, ki čez celotno poletje povezuje kulinariko in druženje v vaseh koprskega podeželja. Gre za kulinarično tržnico, ki od maja pa vse do konca septembra kroži po različnih lokacijah in se vsak zadnji četrtek v mesecu ustavi na eni od 5 izbranih lokacij podeželja občine Koper. Namen festivala je, da zberemo na enem mestu ponudnike, ki ponujajo res tako tipično lokalno istrsko hrano in se s ponudniki odpravimo v določeno izbrano vas našega podeželja in tam priredimo Altroke Gourmet Festival, ki bo letos še zadnjič v vasi Marezige na razgledni ploščadi, ta četrtek, popoldan. Naj povem, da se nam bo tokrat pridružila tudi lanskoletna tekmovalka Brina, ki pripravlja prav poseben istrski burger. Festival se je v tem poletju odvil že na 3 lokacijah, in sicer maja na posestvu San Tomas, konec junija in konec julija na že znanih lokacijah v Marezikah in Dekanih, 31. avgusta pa bo potekal na novi lokaciji v Borštu. Letos smo si upali z organizacijo iti tudi v določene vasi, ki so manjše, nimajo toliko prebivalcev, poleg tega pa tudi nimajo takega večjega dogajanja. Bili smo v Topolovcu, bili smo v Borštu, ohranili pa smo določene tipične lokacije, kjer so že tradicionalno tudi zelo dobro obiskane, Dekani in Marezige. Tako da smo probali tudi malo drugače tudi z izbiro lokacije, tudi prireditve pripeljati v vasi, kjer jih načeloma ni. Tako da in se nam je zelo dobro obneslo. Lokalni prebivalci, krajevne skupnosti, vaške skupnosti so te dogodke zelo lepo sprejeli in tudi pri organizaciji zelo lepo tudi zgledno sodelovali. Zavod za mladino, kulturo in turizem je v letošnjem poletju poleg kulinarično obarvanih tržnic, ki so predvsem profitno naravnane, zadovoljen tudi s serijo dogodkov Večeri na placu, ki jih letos v soorganizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti prirejamo že 3. leto. Letos smo se odločili, da to naredimo na Gažonu. Naj pohvalim tamkajšnje turistično društvo, ki je izredno pozitivno pristopilo do nas in sami so izrazili željo, da se določene kulturne vsebine dogajajo tudi v njihovi vasi. Poleg večerov na placu smo tudi soorganizator oziroma koproducent Kino Istra večerov, ki so letos tudi, moram reči, zelo, zelo dobro obiskani. Altroke Istra Gourmet Festival se bo zaključil 30. septembra v Kopru. Izredno športen duh so pokazali navijači iz Reke, ko so na nedavni nogometni tekmi v Stožicah ob visokem vodstvu nasprotne ekipe Olimpije pričeli z metanjem bakel na nogometno igrišče, zaradi česar je morala biti tekma tudi prekinjena. Navijače naprošamo, da takoj prenehajo z metanjem pirotehničnih sredstev na igrišče. Še enkrat navijače naprošamo, da takoj prenehajo z metanjem pirotehničnih sredstev na igrišče. Pozdravljeni, poletje se približuje koncu, mi pa nadaljujemo z napovedjo dogodkov v slovenski Istri v prihajajočem tednu. Na zadnji avgustovski dan se lahko udeležite mnogo katerega dogodka, eden izmed njih se prične že ob 13. uri in sicer v Kubedu, kjer kulturno in turistično društvo Ševrinka vabi na prvo predstavitev Ševrinske poti. Ob 18. uri pa bo sledil koncert, kjer se bodo predstavili mnogi izvajalci iz slovenske in hrvaške Istre.
Na drugem koncu slovenske Istre, natančneje v Luciji, pa se bo o 15. uri pričel Street Summer Fest, ki ga organizira Studio Mortis in kjer se bodo predstavili razni tetoverji, grafitarji, ustvarjalci unikatnih izdelkov, poskrbljeno pa bo tudi za glasbo in otroški program. Pričetek ob 15. uri. V večernem času ob 21. uri pa se lahko odpravite v izolski letni kino Arigoni, kjer se bo predstavila novomeška indie rock zasedba Murphy. Prisluhnimo njihovi skladbi Angeli. Kaj so videl angeli, da do zdaj še nismo šli v nebesa. Tu na zemlji smo očitno zadnji krat in najm kar sveti nad glavo. Predaleč so, da te bilo bi sram, lahko ti želje izpolnim, ki ne veš, da so tam. Medtem ko bo Origonijo donel rok, bo na drugem koncu slovenske Istre vasico Pregara obiskal potujoči Kino Istra. Tokrat s celovečernim filmom El Eco Tatiana Huezo, mehiške in nemške produkcije. Film se prične ob 20. uri in 30 minut. V Piranu pa bo ta večer potekal eden izmed dogodkov v sklopu Tartini festivala. V Tartinjevi hiši se bodo predstavili Ferruccio Busini, eden od prvih komornih orkestrov nastalih po drugi svetovni vojni v Italiji in najstarejši v Furlaniji, Julijski krajini. Orkester bo pospremila violinistka Giada Visentin, ki bo zaigrala na Tartinjevo violino. Pričetek koncerta ob 20. uri in 30 minut. V nedeljo in četrtek pa se v Izoli odvijata plesno-gibalni delavnici Body Speaking, ki bosta temeljili na somatskem poslušanju in sta namenjeni vsem, ki se na takšen ali drugačen način ukvarjajo s plesom, performansom in gledališčem. Delavnice bo vodil performer, plesalec, koreograf in pedagog Tomaž Simatovič. Delavnici bosta potekali v dvorani Moving Dance Studio v Izoli, več pa si lahko preberete na spletni strani www.movingdance.eu. Na ponedeljkov večer se lahko odpravite v izolski hangar bar, kjer se bo odvil stand-up Admira Baltiča Slaba družba. Admir bo odigral vlogo žutega Iskrena, otroka ljubljanskih ulic, ki se po dolgoletni karieri v kriminalu na drobno znajde v priložnosti za analizo svojih preteklih poklicnih in osebnih uspehov. Monokomedija bo vsebovala tudi občasne pevske vložke. Dogodek se prične ob 20. uri. Na četrtkov večer sledi še en filmski večer Kina Istra. Ta se bo tokrat odvil v vrtovih Pokrajinskega muzeja Koper, kjer bodo predvajali finski celovečerec z naslovom Jesensko listje režiserja Akija Kaurismäkija. Filmsko platno bo osvetljeno ob 20. uri, svoj sedež pred njim pa je potrebno predhodno rezervirati. Vzporedno bo potekal še zadnji avgustovski četrtkov večer pri Špini, torej Largo pri Špini v Izoli. Tokrat bo Ljubljansko ulico barval zvok vipavske rock zasedbe Jet Black Diamonds. Prisluhnimo njihovi skladbi Retro Anorak. V krdežnih kapljah še slišim tvoj korak, zdaj, ko daš mi moči, moj retro anorak. Moj retro anorak. Moj retro anorak. Moj retro anorak. To je z naše strani vse, se vidimo prihodnji teden.